Fantasy. Radio Fantasy. Večkrat smo danes omenili, da bomo dirkali, pa bomo hitri kot bliski. In zdaj sta tukaj dva res leteče, hitra, kajti pogovarjali se bomo o 39. Tiki Reliju Velenje. Daniel Blažinčič, dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan, živijo. Miran Krušnik, dobro jutro, dober dan. Ja, vi tam zadnje pet, malo bolj ne. Tiha miška. Ne bomo te maltretirali, samo da vemo, da si zraven. V glavnem, evo, Dani, spet je leto naokol. Lani sta bila celo sama šuši videla. Ja, sama. Se je upal, da bomo letos tudi, ne? Ja, pa ti nisi hotel, da me izgliče na telefon, se gre ven zmeniti, ne? Ja, no, ne. Ne, drugač pa, Dani, ti si, mislim, kaj je tvoja funkcija pri vašem, zdaj moram prav povedati. Vse ima, organizator, predsednik, športni, direktor, mislim, res. Ja, predsednik kluba nisem. Predsednik kluba je kolega Simon Lenko, jaz sem športni direktor, tako da v bistvu vse prireditve, kar jih izvajamo, ne samo na domačem koncu, grejo skozi mene oziroma skozi naše prijatelje, vse, kar imamo Mirana tu zraven. Ja. On je tudi moja desna roka. Tvoja senca pa nič ne govori. Ja, pa za njega je toliko več. Ja. Tako da, kompletna organizacija prireditve, sicer potem na sami prireditvi sem v vlogi direktorja prireditve, ne kot športni direktor, ker ne moreš ti imeti direktor prireditve pa športni direktor, ker ti tehnični del dirke potem Miran pa še en kolega odpelata. Jaz takrat se bolj posvetim malo sponzorjem, županom, prijateljem, ki so tam pač pomagali. Tako da jaz sem takrat v servisni coni na štartni rampi, tam se nekje v okolici gibljamo. No, pa da povemo, da v bistvu govorimo o 39. prosim lepo. Tiki Relij Velenje. 39. Ja, zdaj ima novo ime, Tiki, ne? Ja, zdaj, tek bom rekel, 39, ja, hvala Bogu, smo že tek davč, v bistvu... To tudi pomeni, koliko ste že stari? Ja, tudi pomeni, da že klub tudi toliko dolgo obstaja. To tudi pomeni, da smo že veliko dirk odpeljali, da smo res največji klub, oziroma ne številčno, ampak klub z najdaljšo tradicijo, kar se tiče organiziranih prireditev v Sloveniji. V Sloveniji je bil Saturnus do 37, ki smo ga tudi že mi takrat delali in pomagali, tako da smo 39 smo jih prešišali že 2 leti, zdaj pa tudi če drug let naredimo 40, kar je nek plan, pa rečemo, zdaj pa kjer pride do nas, pa delamo naprej. Aha. Okay. Ker druge prireditve štejejo tam 14, 15, 13, tako da bom rekel res, hvala tudi, bom rekel, našim občinam, ki nam pomagajo tu zraven, ker pač vemo, da vse posod je potreben soglasje krajanov, soglasje krajevnih skupnosti, občin, da ti vsak pomaga in da to pol izvedeš pa zrihtaš. No pa zdaj tudi, kar se tiče letošnjega Relija, letos imate 11 tras, če se ne motim. Ja, 11 hitrostnih preizkušenj, to pomeni, da so 4 različne. Aha, 4 različne, ampak 11 hitrostnih preizkušenj. Ja. Ja. Se pravi, po kjeri 4 brzinci so, ne? 4 brzinci, ja, po domač. Po domač. Šentilj začnemo zjutraj že, to je klasika, kar je že zdaj nekaj cajta nismo peljali. Poljevinska gora. Poljevinska gora, ta je že tudi lani bila, podobna. Za njo se potem to 3-krat odpelje v dopoldanskem času, vmes so na Titovem trgu regrouping cona, to pomeni, da mi tiste tekmovalce, ki izpadajo, nadomestimo z drugimi, ampak ne z novimi, ampak tiste minute skupaj stolčemo, da potem gledalci in vozniki spet štartajo v vrstnem redu, da ni lukn noter. Ker najslabše je pri vsaki taki prireditvi, da imaš ti noter 2 ti ven letita, imaš ti 2 minute lukne in to potem vemo, kaj pomeni. Ja, prvo se vleče, drugo je pa koncentracija gledalcev pade, koncentracija sodnikov pade, vse skupaj in ni v redu. Popoldan pa potem imamo še Lukovico Skorno, to je zdaj hitrostna preizkušnja, ki smo jo ponovili, mislim, da po 15 letih, da je prej nismo, mislim, takrat smo imeli 15 let nazaj, zdaj je bilo malo miru na tem koncu, na to traso, in pa hitrostna preizkušnja Ravne, ki bo letos izredno zanimiva, ker je krožna. Ravne pri Šoštanju, ne? Pri Šoštanju, ja. Ne, Gorče. Ja. Ravne pri Šoštanju je pa krožna, tako da na vsaki lokaciji se bo skoraj dalo vozilo 2-krat videti. Ok, se pravi, zdaj letos imamo tudi 132 km dolžino prog.
Ja, to Si se pomeni. napifljala ti. Jaz sem naredila statistike. domačo nalogo. Je že Ja, Dani tole zdajle čitam. čuden gledal. Jaz gledam, kako se ve. Odprto stran. Aha. Ti to rekel, Pripravlja se je. Ja, to je v redu, lej. 132 km hitrostni preizkušnji, ja, to pomeni, da se vse hitrostne preizkušnje, vseh 11 skupaj se šteje. Zaradi koeficienta 1,5, to pomeni, da tisti voznik, ki pride posadka, ki pride Velenje peljat, ima pri točkovanju točko in pol. Ker letos, bom rekel, je 7 prireditev v Sloveniji, od tega jih 6 šteje. In če želiš ti dobiti čim več posadk, moraš nekaj narediti za to. In zato smo mi šli v koeficient 1,5, da imamo čim več posadk, sicer prijavljenih je letos 72 posadk, kar smo mogoče, bom rekel, ni glih nam po volji, ker smo tudi že imeli 104, 110. Je pa res, da moram povedati, da 10 dni nazaj je bil reli Ajdošna in tam so nam reli Vipavska dolina in so nam odnesli kar nekaj posadk, ker so se tam poškodovali, finance, vse skupaj in čez 10 dni ne moreš ti spet iti na morje, ne? Ja, to drži. Je treba malo šparati. Ja, res je. Ok, bomo zdaj malo preverili v nadaljevanju, tudi kjera najmočnejša ekipa pride, kva šuši. Mi dva. No, to bom tudi vprašal. Bomo preverili čez par minut, ker se pogovarjamo o reli Tiki reli Velenje. Tako je. 18 minut je do 10 in pogovarjamo se o 39. Tiki reliju Velenje, z nama pa sta Danijel Blažinčič in Miran Krušnik. Dobro jutro. Dobro jutro. No, dejno, Miran, mal. Mirč je ona senca, strici za zadnje. Vsega bomo zdaj nekaj vprašali. Ja. Ampak glede na vremensko napoved je bilo zdaj rečeno, da bo mogoč dež. A je to bolj zanimivo ali manj za gledalce? Ne vem, kaj pa vem, zaradi hitrosti, koliko je to narejeno? A se relisti peljejo isto kot po suhem ali malo zmanjšana hitrost? Ne vem, predstavljam si rad. Ti se tudi po dežju ne pelaš tako po suhem. Ja, ne, mislim, Sem načeloma, pa ko slišal, da pade, so eni pa pozabijo, da je dež. ko pade par kapljic, Tudi so ne na vidijo, da je cestah. dež, a ne? Boži. Ampak v glavnem, ja, ni tu neke panike, kar se tega tiče. Fantje dajo, dekleta dajo dežne gume na avte. Če dežuje, je odlično, pač, ker dajo dežne gume, če je suho, dajo suhe gume. Kaj pa če je pol? Najslabše tisto. In pol vsak mal taktizira in pol, kar smo že prej se pogovarjali, pride do izletov z ceste, ko priletiš v neko vodo, ki je nisi pričakoval, z suhimi gumami. Aha, ja, Guma se segreje na delovno temperaturo in takrat guma prime. Pa to ni navadna guma taka, ko Ne, imamo mi gor, ne, to so ne. čist kakšne mehke, To če so gumijaste, v bistvu želejaste. Gume kam bom rekel, ne bom reklam delo za gume, ampak so gume prirejene, narejene za dirkanje in to je guma, ki pač prime, res prime. Okay. Tako da avto zgleda, kot da bi se po tirih peljal, res. V bistvu ga drži, ne? Ja. Ja. Guma prime, ampak Ja, zdaj to. vsem pa imamo nevarne odseke za gledalce. In te odseki bodo označeni, tudi na naši spletni strani bodo objavljeni, kje ni fajn, da stojite. Ne? Je pa vredno si ogledati reli. Kje se ne stoji? A ja, kar Na praš. ovinkih, ne? Na ovinkih. Na zunanjih straneh, na skokih, potem na notranji strani zaprtega ovinka, ker vemo, da kot on naštima volan v levo ali v desno, drži cukne. in volan ne odvije in je po notranji strani ovinka zraven. No, Tako glavno da- na reliju se ne uporabljajo glih žmigovci, ne? Tako da mogoče BMW-jaši bi lahko šli reli furat, ko ni treba žmigovcev uporabljati. Tako da vse te točke, ki so za gledalce, bom jaz rekel, glejte iz varne razdalje do prireditve oziroma do dirkališča. Označeno bo, kjer ne smete stati z prepovedano za gledalce oziroma mnogo area, kar naredimo mi table po vseh lokacijah, kjer predvidimo, da je možno se kaj zgoditi oziroma da je izlet možen oziroma da ni za gledalca, čistek. A je kakšna točka, ko se je res plača pogled, da bo kak skok, da je kak, a veš, se veš, atrakcije Pa se lahko iščemo. ležemo na Vinska tla, pa gora, ne vem. Ne, na tla se vleš ne pogledati, ker tek bom rekel, dirko, ko spremljaš stoje, ker
avto, ko ustreli ven, nikjer ne veš, kdaj bo prišel ven. Tudi na ravnem, kaj pa če mu kolo utrga, ko ga je prej udaril tam v eno skalo in se tisto kolo šele takrat utrga in preleti na čisti ravnini. Zato je treba biti pozor, ne smemo, naj gledalci ne sedijo, naj ne ležijo, sploh otroc, ko to otrok pogleda dva avta, se navrča in se z žogo igra odzaj za tvojim hrbtom, ti pa spremljaš dirko in kaj se pol zgodi, žoga gre na cesto. Ja, pa vsa panika pa po žogo, ne. In to smo že videli, toliko smo že tega vsega naredili, da se nam je že meni pa Mirano tudi to naredilo, ko smo vozila, safety car pa vsega, pol pa ustaviš pa rečeš očetu, a vi nimate radi svojega otroka? Jo, imam, ja no poga pa dajte ahtat ali pa ga doma puste, zato ker ste vi prišli dirko gledati. Tako da so take stvari, ko res opozarjamo na to, tudi preko nekih medijev, preko naših zloženk, preko interneta, preko Facebooka, kje, kaj, kdaj, tudi ko so zapore, ko vemo, če je zapora ceste, ker asfaltirajo, je tudi zapora ceste zaradi prireditve in potem ne moramo se mi z avtom furati po vročem asfaltu, tudi takrat se ne moramo z avtom voziti, ko je cesta zaprta. Ja, V glavnem, torej treba preventiva, je upoštevati. ne. Ja, v bistvu tako. upoštevati vsa, kar bomo, nič si nismo sami izmislili. To je v bistvu neka praksa, ko že laufa vsa leta in tudi na svetovnih prvenstvih bom poudaril Michelle Mouton, ko jo poznajo vsi, ki pač vejo, kar se relija tiče. To je gospa, ki skrbi za varnost in ko ona da žegn za hitrostno preizkušnjo, se preizkušnja odpre, je steče. V nasprotnem primeru, če ona ne da žegna, adijo, je prekinitev. Vete pa, da od zadaj je toliko medijskih hiš, vsega. Ja, vse potegne za sabo. In je vse zadaj. In to pol so in zamude in vse skupaj. Isto se zgodi pri nas, ki nismo svetovno prvenstvo. Nimamo toliko medijskih hiš, ampak ti prireditev pada v vodo zaradi tega, ker pač eden tam ne bom avto maknil oziroma se ne bom sparkiral ali pa karkoli, ali pa bomo ljudi na cesti gledali. Mi bomo stali trdo, sej jaz pa vem, sem bil na vseh dirkah. Ja, na premalih si bil. Ok, Dani, zdaj smo šli v to smer. Kaj pa, a mi boš povedal, zdaj, kje je ena kakšna taka točka, da se res plača videti, da bo atrakcija, da je kak skok, pa šikana, ne vem, karkoli. Pa ne vem, nam je Velenje tako rekel domača dirka, ko že vse poznamo, da bi rekel, wow, nekaj, kam, na kak skok ali karkoli. Rekel bom, ena od teh točk je štart hitrostne preizkušnje Ravne, pri trgovini Poštajner v Ravnah, pri Kapelci, tam bo v bistvu avto štartal in se še enkrat vrne, ker je krožna, potem odpelje gor min Podbregarja proti Zavodni, pa se vrne nazaj v Lajše, ampak da bi rekel, da wow, da je nek skok ali karkoli, tudi nekih skokov mi v Velenju nimamo. No, sej, sem prav. Eden je tu tok mali, da se mogoče odlepi od tal avto, križišče v Ponik, iz Šentila v Ponik, v Vodosteč. Tam je tudi en tak, pa je tudi dosti dostopen iz te strani Celjske, bo cesta odprta, taj do križišča. No, torej bomo šli tja. Vinska gora je tudi zanimiva zaradi teh Vinska gora zaradi serpentin. Serpentin, gor nad Cerkvijo so dve serpentine, pa pol ravna steza gor do vrha. Tudi to je tudi iz tu do gostilne, a ne pa do cerkve se da, ker je cesta iz te strani odprta. Mi smo objavili Google Maps eno karto, na kateri se vidijo vse zapore, na kateri se vidijo tudi vse hitrostne preizkušnje. Kje to lahko vidimo? Na naši internetni strani rallyvelenje.si. Okay. Tako da tu gor pokukajo, pogledajo, v bistvu to si naložijo na svoj telefon, z klikom kam želite, vse popelje taj. No, the best. S tem, da upošteva tudi zapore, ki pač so z naše strani narejene. Rally je v soboto planiran kot hitrostne preizkušnje, dogaja se pa od 23. naprej. Ja, v četrtek 23. mi začnemo zjutraj ob 9. z izdajo potne knjige, to je knjigica, po kateri se tekmovalci vozijo, ker načeloma ne smejo si prej priti ogledati tras, to lahko potem storijo v četrtek oziroma v petek dopoldan. Naredimo papirologijo, ker vsakega pregledamo, če ima vozniško dovoljenje, če ima avto registriran, če ima avto zavarovan. Pogrnemo, potem tisti, ja ne, morate oba imeti vozniško dovoljenje. Zakaj, če ne sem sopotnik? Ja, ne. Če je ona sam govori 3. Ja, jaz sem sam navigacija. Voznik ena, Dva voznik levo, dva. 3 desno. Oba. A res? Potem, to je dokumentacija, kar se v četrtek naredi. Potem v petek zjutraj začnemo z odpiranjem servisne cone na Vista Parku v Velenju, kjer se bodo tekmovalci noter zložili z svojimi servisnimi vozili, z tekmovalnimi vozili. Naredimo tehnične preglede, to pomeni začetni tehnični pregled, kjer se plombirajo turbine in tisti konci, ko tu na cesti niti ne vtikam, to imamo ekipo tehnikov. Pomeni shakedown?
Ja, to je pa shakedown, ni, suši ni shakedown, ne plešemo. Smisla, veš, to bi pa šla. To je v bistvu test pred prireditvijo. Da pač avto užgejo, da zalaufajo, da ga proba, če je še vse pripravljeno. Aha, okay. Mi smo ga sicer približali, ta shakedown, na našo staro zgodbo Super Speciala, da smo ga naredili okoli turistično-rekreacijskega centra Jezero, da ga približamo domačinom, Velenčanom, da so nekje v mestu, da se nekaj dogaja. Tukaj bo vsak voznik, ki se bo prijavil na ta shakedown, pa lani se jih je kar nekaj, kar dost, se peljal večkrat. Ker če se pelja na Super Specialu, se pelja enkrat pa adijo, gotovo. Na shakedownu pa lahko ponovi to vožnjo. Kar je zanimivo pol tudi za gledalce. Za gledalce tudi dosti bolj zanimivo, kot pa če rečemo, da je Super Special, ki pač na katerega se odpelje samo enkrat, pa gre v bokse, pa rešeno. Na shakedownu bo pač šel skozi bokse, pa spet ponovi. Dej mi Dani povej, kdaj se začne shakedown? Shakedown začnemo mi, v cesto zapremo ob 3 popoldan. Kdaj? V petek. V petek ob 3 popoldan mi zapremo cesto, ob 16:00 pa štarta prvi avto, ne po vrstnih številkah, ne nič. Kakor bo prišel prvi iz boksov štarta, mi ga spustimo gor, sodniki poskrbijo za red, varnostniki, reditelji poskrbijo, cesta bo zaprta in to vrtimo potem ta shakedown do 19. ure. Tako da, tudi po kosilu nekaj pojest, pa prideti pogledat, je to. Dani, dej se ostal. Ne, až kaj sem te hodila vprašati? Ok, zdaj pač, če bi se midva hotela prideti zdivjat, bi mogla imeti oba dva izpit za avto, mislim, ok, se to mama, ne? Ampak to se lahko random ljudje, pač navadni smrtniki prijavimo, ali moramo biti prav registrirani rejlisti? Ne, vsi navaden smrtnik je tudi vsak relist. No ja, ampak ti upraviš licenco tekmovalno, vozniško licenco, odzadaj za tabo mora stati en klub, ki je NTL, ki te podpira, oziroma podpira, ki tvojo dokumentacijo rihta, ker ti ne moš kot, ja, lahko bi naredili Radio Fantasy, avtomoto. Nehita, konc imamo mi intervjuje, predolga sta, za soboto mi še povej, kdaj se sploh kaj začne, da bomo vedeli. Soboto pa začnemo mi zgodaj zjutraj, 7:30, že začnemo iz servisne cone ven, tako da v 7:30 zjutraj je že prvi štart v Šentilju, in se nadaljuje v Vinska gora, tako smo rekli. Ja. Ta krog se vozi nekje skoraj do 14. ure. Vse časovnice, vse je gor na internetu, naši internetni strani oziroma na Facebook strani, tako da vse to imamo gor. Okay. www.rallyvelenje.si Kako se napiše Rally Velenje? R-A-L-L-Y. Velenje. Vse skupaj. Hvala ti, Dani, vse si povedal, Miran ni nič govoril, sam pozdravljal, pa odzdravil bom, pa Miran, samo ena stvar, če se Šuši prijavi na shakedown. Čak mal, ne, na tehnični pregled, a res, če zamudi na tehnični pregled, boš trafana? Ja. Bo, ja. Pulk. Ne bomo povedali cene. Kaj pa če spidem sam na shakedown, pa ne... Fajn se imete, dobre surete, reli, pa šejkete, čim več takih, ne, pa varnih, ne, vragoli želimo, varnih, ne, da se vidimo. V redu? Hvala lepa. Hvala lepa, se vidimo. Lep dan, živjo. Mira, nadijo. Čau. Radio Fantasy.